Stop play! Jojo, lep pozdrav vsem, moje ime je Matej Petek, tokrat sva pa z Blažem Bertalaničem za vas analizirala zadnje 3 največje trade. S tem tudi začenjamo novo sezono podcastov. V prihodnjih dneh bodo tako sledile redne analize aktualnih tradeov, menjav, prestopov v ligi NBA. Tokrat pa bolj podrobno o odhodu Chrisa Paula v Phoenix, Bogdana Bogdanovića in Jrueja Holidaya v Milwaukee in Denisa Schröderja v Lakerse. Kaj to pomeni za te ekipe in naslednjo sezono? V naslednjem podcastu pa več o načrtih Dallas Mavericksov in draftu. Draftu, ki se bo odvil danes ponoči in kjer bomo zagotovo videli tudi ogromno menjav med moštvi, menjav pikov, menjav igralcev, ki jih bodo moštva izbrala in takoj tradala. Letos se res zdi, da je na voljo večina rosterjev večine ekip v ligi in zraven še večina pikov, ki jih imajo ekipe na letošnjem naboru. Letošnji nabor predvidoma ne bo dober, še posebej, če ga primerjamo z nabori v zadnjih recimo 4 ali 5 letih in prihodnjimi nekaj nabori, projekcije prihodnjih 2 naborov so recimo zelo dobre. Letošnji nabor bo pa precej slabši, takih igralcev, kot smo jih videli na prejšnjih naborih, letos ne bo. Gre za projekte, igralce, ki se lahko razvijajo v odlične igralce, vendar imajo tudi precej večji tako imenovani bust potencial, torej da propadejo. Več o tem v prihodnem podcastu, tokrat pa, kot sem že dejal, tele zadnji tradi. Vi pa nam lahko pomagate z všečkom tega posnetka in naročnino na naš YouTube Sportinfo.si kanal, Sportinfo.si tudi na Soundcloudu in iTunesih, tudi tam nam lahko pomagate s kakšno oceno, komentarjem, všečkom, vse to nam pomaga pri večji prepoznavnosti, zato smo seveda hvaležni za vsak všeček in naročnino. Zdaj pa kar, da ne bom zgubljal časa, veselo nedeljo. Torej, menjava Chrisa Paula v Phoenix za Rickyja Rubija, Kellyja Oubreja, Tyja Jeroma, Jaylena Lakea in izborno naboru leta 2022, ki sicer ima neko določeno zaščito, ampak relativno visoka cena, s katero so Sunsi žrtvovali dobršen del svoje globine. Vendar na ta račun pridobili res izkušenega organizatorja in igralca na položaju, kjer so imeli vsaj pred Rickyjem Rubijem ogromno luknjo nekaj časa, ki so jo z Rickyjem Rubijem pokrpali, sedaj pa bodo na tem položaju imeli, kaj bi rekel Blaž, kako dober je še Chris Paul v tem trenutku? Verjetno je to tisto glavno vprašanje. To je zelo zanimiva poteza strani Phoenixa, predvsem glede na starost, s katero se že ponaša sedaj Chris Paul in realno ima on v sebi verjetno še kakšno sezono, 2, kaj več, pa že mislim, da težko, no. Ker ti star je 35 let, ima kar precej visoko plačo in mislim, Chris Paul definitivno še vedno je klasa igralec, pač to je dejstvo, to je dokazal v lanski sezoni, to je tudi dokazal v play-offu, ampak vseeno je treba upoštevati, da leta enostavno ne prizanašajo nikomur in zdaj bom rekel, da bo on prvi nosilec ekipe v tem zgoščenem ritmu, ki prihaja v tej sezoni. Jaz mislim, da bo na koncu Phoenix obžaloval to menjavo, no, to je vsaj moje mnenje. Ja, Chris Paul zadnjo sezono v Oklahomi 18 točk, skoraj 7 podaj, 5 skokov, tako kot vedno odlični odstotki meta iz igre in za 3, 49 iz igre, 37 odstotkov za 3 in predvsem tisto, kar je bilo najbolj pomembno, odličen je bil v samih zaključkih tekme, pustil mladim igralcem prostor za razvoj, potem pa prevzel odgovornost na samih koncih tekem in zaradi tega je bila Oklahoma tudi v play-offu lansko sezono, čeprav tega pred začetkom sezone nihče ali pa večina ni pričakovala. Predvsem
predvsem zaradi tega, ker niso pričakovali, da lahko Chris Paul kot najboljši igralec ekipe, neke mlade, neizkušene ekipe, tako ekipo še popelje v playoff, vendar je dokazal, da je še vedno igralec, ki lahko dela to odločilno razliko in na koncu sezone z razlogom končal v drugi najboljši peterki lige, postal All-NBA second team. Ampak je zanimivo, da ti misliš, da se ta poteza Phoenixu ne bo obrestovala. Zdravje je tista največja neznanka pri njemu. Zaradi težav z zdravjem, to je bil konec koncev tudi eden od razlogov, da so ga tradali iz Houstona, njegove poškodbe v končnici. Kljub temu, da je bil, ko je bil zdrav, odličen, je bil pogosto poškodovan, ne samo v končnici, tudi v rednem delu sezone in to je tisto, na kar seveda v Phoenixu zdaj upajo, da temu ne bo tako. Zdaj ti si rekel, 1 do 2 leti še računaš, da bo dober, ampak ravno toliko je še dolga njegova pogodba. On ima pogodbo še za naslednjo sezono, potem pa player option za sezono 21-22, ki ga bo skoraj zagotovo izkoristil, ker je ta 44 milijonov za tisto sezono, za naslednjo pa malce več kot 41 milijonov. Ima eno od najvišjih oziroma drugo najvišjo pogodbo trenutno. In če bo zdrav, če bo tak Chris Paul, kot smo ga gledali zadnjo sezono v Oklahomi, potem je to po mojem mnenju odlična poteza Phoenixa, čeprav so s Kellyjem Oubrejem in seveda tudi Rubijem izgubili 2 odlična igralca, vendar na požaj organizatorja vsekakor nadgradili pozicijo. Izkušnje, ki jih bo prinesel Chris Paul, pa mislim, da so tudi vredne odsotnosti Kellyja Oubreja. Zato jaz mislim, da je v bistvu to zelo dober trade in ko sem gledal tiste prve reakcije, Blaž, je bilo zanimivo, da so Sunse uvrščali zelo visoko po tej menjavi. No? Mislim, tiste prve projekcije, ki jih zdaj delajo različni spremljevalci, novinarji, so zelo pozitivne. No? Zdaj odvisno je, kaj gledaš ti kot dober trade. Bom rekel, če gledamo iz vidika izključno samo trade kot kvalitete igralca in kaj prinese v ekipo, potem je to sigurno zelo dober trade za Sunse. Pač o tem ni nobenega dvoma, ampak kot sem že omenil, je potrebno upoštevati tukaj tudi to, da pač ni več najmlajši. In zdaj, jaz bom tako rekel, taka poteza, ko zamenjaš za takega igralca, sedaj je ponavadi win now poteza. Se pravi, da greš na naslov oziroma nekaj zdaj takoj. Zato ti zamenjaš svojo prihodnost v zameno za to, da se boš sedaj takoj boril za naslov. A se bo Phoenix v tem trenutku s Chrisom Paulom boril za naslov? Niti po točko razno. In iz tega vidika se pa meni zdi to pač ne bom rekel butasta, ampak slaba poteza iz strani Sunsov, ker se mi zdi, da vseeno to, kar so poslali ta paket v Oklahomo, se bo dolgoročno Oklahomi verjetno bolj izplačal, kot pa Phoenixu menjava za Paula. Ja, Oklahoma je zdaj s temi zadnjimi menjavami po odhodu najprej Duranta, potem seveda Westbrooka, potem seveda menjavo Paula Georgea tudi v Clippers lansko sezono, so zbrali rekordno število pikov izborov na prihodnjih naborih. Še nikoli v zgodovini ni nihče zbral take količine pikov in Sam Presti, njihov generalni menedžer, ki je na naboru tudi izbral Duranta, Westbrooka in še Hardna, torej 3 bodoče MVP-je, 3 igralce, ki so postali MVP, bo spet dobil priložnost, da recimo se izkaže na naboru in ja, če bo imel podobno srečno roko oziroma podobno strokovno oko in po domači tako dober uč, da bo zadev tako, kot je zadev z Durantom, Westbrookom in Hardnom, potem bodo navijači tega kluba zagotovo navdušeni. Pri Phoenixu je pa situacija taka, da ti praviš, zdaj, če greš menjati za Chrisa Paula, računaš na najvišja mesta za Phoenix. Pri Phoenixu je uspeh že playoff. Oni niso playoffa videli tam že od leta 2010 naprej, takrat so bili na zadnje v playoffu, celo desetletje brez playoffa. In zadnja leta še posebej, najbližje so bili takrat z Goranom, ko jim je zmanjkala 1 zmaga, potem pa seveda Goranov odhod naslednjo sezono in kopica neumnih potez, kjer je bilo vprašanje samo, katera poteza je bolj neumna, ne pa ali so neumne. Vse so bile po vrsti slabe in neumne in nespametne in Sunsi bili
bili ne samo ena od najslabših ekip lige zadnje leta, ampak posmeh lige so postali. No. Postali so ekipa, iz katere so se mnogi norčevali. Tako da za tako ekipo, Blaž, je pa uspeh že, če pride v play-off. Ja, vem, ampak recimo za eno sezono play-offa, govorim po banalno, a res zamenjaš toliko velik, pa za eno sezono play-offa. Bi ti naredil tako menjavo v bistvu na račun ene sezone play-offa, pač jaz osebno je ne bi. No. Zdaj, ker stvar je v tem, da glede na to, kaj vse so zdaj oni poslali stran. Ne. Naj se zdaj karkoli zgodi z Chrisom Paulom, karkoli. Lahko se zgodi dovolj je star. Bojo zaradi tega, da recimo letos pridejo v play-off, še naslednjih 10 let spet ne bojo prišli v play-off. Mislim, a ima to smisel? To je tisto, kar je pri meni en tak velik vprašaj pri tem tradu. Se pravim, gledano izključno iz kvalitete igralca in kaj so dobili, kakšna nadgradnja je to za ekipo, kakšne izkušnje bo prinesel ekipo, kako bo v bistvu lahko mentoriral tudi Devina Bookerja. Potem verjetno bo sigurno nekaj doprinesel tudi k igri Aytona, ki pač vemo, da Chris Paul je igral odlično z DeAndreom Jordanom in sigurno mu bo dajal kakšne zanimive napotke, tako da jaz mislim, da iz tega vidika oni računajo na to, da bo tudi skrbel za razvoj igralcev, na rekovajih, ampak vseeno bom rekel, mislim, za en play-off, ne vem, no, je kar hud riziko za moje pojme, glede na leta, če bi bil 5 let mlajši, bi bil to, kar se mene tiče, pač no-brainer, ampak če bi bil 5 let mlajši, tudi ne bi pač pristal v Phoenixu. Ja, to je tudi res, ampak če bo Chris Paul igral tako kot lansko sezono, če bo zdrav, mislim, da se jim bo ta trade splačal in mislim, da bi lahko recimo tudi kakšnemu Dallasu, kjer lahko že spet govorimo o težavah zdravjem Porzingisa, kjer imajo podobno situacijo pri predvsem mlajšemu igralcu, seveda to je tista dodatna razlika, še ta leta, ki jih ti omenjaš, je tudi določen faktor, ampak če bo Chris Paul zdrav, bo Phoenix po mojem v play-offu in mislim, da se njim to splača. Zahod bo pa seveda še močnejši zdaj, še bolj nevaren. Tisti boj za mesta, ki vodijo v končnico, prvih 8 mest, mislim, da bo res oster. Pa za konec te hitre analize sam še, Blaž, kakšno oceno daš temu tradu od 1 do 10? 7. Ja, zdaj si me presenetil, si dal presenetljivo visoko oceno, glede na to, da tvoja analiza ni bila toliko zelo optimistična. Optimistična, ja. Dobro, moja ocena je pa 8, torej ne razlikujeva se dosti. Mislim, da je dober trade za naslednjo sezono, morda še sezono zatem. Trade, ki bo vsaj naslednjo sezono sam se naredil boljše in za njih je en playoff vreden toliko, kot za nekatere ekipe šampionski naslov. Ko govoriš o takem sušnem obdobju, kot so ga imeli Sansi, se veš, beggars can't be choosers, mislim, da pravi pregovor, pa mislim, da bi lahko še kakšen pregovor v puščavi in suši in žejnih ljudeh skupaj spravil, ampak ne bom se trudil, greva raj na naslednji trade. Na ogromen trade. Tako kot si rekel, Blaž, ogromen trade, največji trade večera, Bucksi niso stali križem rok in so izpeljali menjavi za Bogdana Bogdanovića in Jrua Holidaya, dva izmed bolj zaželenih igralcev tega prestopnega roka. Zdaj za Bogdanovića so izpeljali sign and trade. To bo metoda, ki se bo letos poslužila dosti moštev. Bogdanović je bil sicer prost igralec, vendar bo podpisal pogodbo s Kingsi, nato pa bodo Kingsi ga takoj tradali v Milwaukee. To je taka formalnost, ki Bogdanoviću omogoča malo še boljšo pogodbo. Kingsom to, da bodo nekaj dobili za igralca, ki bi tako ali tako odšel. Na drugi strani pa Bucksi lahko s tem tudi naredijo prostor za prihod Bogdanovića v proračunu, ki ga verjetno drugače ne bi mogli, glede na to, da so imeli proračun povsem zapolnjen. In ta večer trade tudi kaže to, da če imaš proračun povsem zapolnjen, nič prostora, si še vedno lahko izjemno aktiven in še vedno lahko povsem prenoviš, prevetriš ekipo, tako kot Miami recimo lani, ki tudi niso imeli povsem nič prostora in so pripeljali Butlerja,
preko sign and trade. Da se vse, tista največja napaka, ki jo moštva pogosto delajo, je to, da šparajo ta cap space in upam, da tega ne bodo recimo Mavericksi delali. Ja, Mavericksi so to naredili lani, ne? So, ja, in lahko se zgodi tudi letos, ampak če se držijo samo tega trada, poleg tega sign and trada za Bogdana Bogdanovića, v katerem so Kingsi dobili Donteja DiVincenza, Ersona Ilyasovo in DJ-ja Wilsona, so Bucksi izpeljali še trade za Jrua Holidaya, ki si ga je želela vrsta ekip, ker je igralec, ki se lahko odlično vklopi vsako ekipo, igra odlično obrambo, lahko razigrava ekipo, dobro meče za 3, dobro prodira pod koš. Točno tak igralec, kot ga recimo potrebujejo Mavericksi, že spet, če se vrnejo na to. Ja, vendar jim ga ni uspelo dobiti, dobili so ga Bucksi in sicer za Erika Bledsoe in Georgia Hilla, to sta ta dva igralca, ki so ju poslali v New Orleans za izenačenje pogodb, potem pa še tisto glavno, 3 bodoče izbore v prvem krogu nabora, in še 2 možnosti menjave izborov. Torej, če bodo Bucksi imeli boljše pike na naboru kot Pelikani, bodo Pelikani lahko tisto leto z njimi zamenjali te pike. Tako da, ja, res kraljevska odkupnina bi lahko temu rekli, Blaž. Ja, in temu se pač reče win now poteza. Ne samo, da bodo sedaj verjetno glavni pretendenti za finale na vzhodu, hkrati so si pri tem verjetno tudi zagotovili usluge Janisa Antetokounmpa še za naslednjih nekaj let. Namreč zelo malo je verjetno, da bi sedaj naslednje poletje Janis zapustil Milwaukee, kajti dal jim je jasno vedeti, pač ali naredite neke poteze, s katerimi bomo konkurenčni, ali pa bom naslednje leto odšel, in Milwaukee je reagiral in naredil je dejansko kar je lahko, in sedaj je vse na Janisu, da sedaj upraviči ta vložek in da končno v bistvu pridejo do tistega tako željenega finala preko vzhodne konference, ki se jim je do zdaj vedno izmikal, ampak tukaj pa je sedaj tudi nekoliko dvoreznega meča, kajti če jim še sedaj ne bo uspelo priti do finala, potem pa je veliko vprašanje tudi, bom rekel, legacy od Janisa, ker pač več kot očitno potem on ni sposoben ekipe pripeljati do finala. Bomo videli, ampak izjemno dobra poteza strani Milwaukee, izjemno zanimivo ekipo imajo sedaj, tudi izjemno dobro ekipo imajo sedaj in ja, kaj ćemo reči drugega. Jaz, če moram oceniti ta trade, bi rekel, da je kar ena 10. 10 za oba trade skupaj, Bogdanovića in Jrua Holidaya. Ja. 10, ja, za Bucks je bila to skoraj nuja. Nekaj so morali narediti in naredili so v bistvu največ, kar so lahko naredili v tej situaciji. Njihova prva peterka naslednjo sezono bo strašna, mislim. Jrue Holiday, Bogdan Bogdanović na 2, Chris Middleton na 3, Janis na 4 in Brook Lopez na centru. Zdaj seveda Janis ima ogromno, igra žogo, ampak Jrue Holiday, Bogdan, Chris Middleton, vsi lahko igrajo žogo, vsi so dobri v prodoru, vsi so dobri strelci z razdalje ali s pol razdalje, dobri podajalci, še posebej Bogdanović in Jrue Holiday sta oba izvrstni sekundarni playmaking opciji in na papirju res ta peterka zgleda praktično brez napak. No. Naslednjo sezono bodo Bucksi res težak zalogaj in bo zanimivo videti, kako se bodo zdaj druge ekipe na vzhodu temu prilagodile. Ker ta peterka zdaj več nima recimo takih pomanjkljivosti, kot jih je imela prejšnja, recimo z Erikom Bledsoem, ki ni dober strelec za 3 točke. In taki igralci seveda poleg Janisa niso najbolj uspešni, niso najbolj kompatibilni z njegovo igro. On potrebuje igralce, ki lahko mečejo za 3, zaradi tega tudi imajo Brooka Lopeza, centra, ki lahko meče za 3, ampak zdaj imajo pa res na vseh položajih igralce, ki lahko v danem trenutku, ko dobijo žogo, naredijo ali zadanejo za 3, ali prodrejo pod koš, ali pa recimo organizirajo nov napad, odigrajo pick and roll. Res, ja, 10, tako kot si rekel. No, mogoče je prva peterka res strašljiva, ampak na koncu pa se pride vprašanja globine, ne. Klop pa ne bo sedaj tako zelo močna, kot je bila prej in
Zanimivo bo sedaj videti, kako bojo to kompenzirali, ampak takrat, ko odloča, je ponavadi prva peterka tista, ki, bom rekel, v play-offu največ minut dobi prva peterka, tako da tukaj je edino sedaj en velik vprašaj, kako bo s to globino, ampak verjetno se jim ne bo tako zelo poznalo, kot bi si marsikdo mislil. Ja, Janis bo mogel več igrati, recimo ravno na račun te njihove globine in izjemno uspešne, dobre klopi, ki je tudi zmagovala v minutah, ko je Janis sedel na klopi. Je Janis lani igral tam 30 minut na tekmo, več mu ni bilo potrebno igrati in naslednjo sezono bo verjetno mogel igrati precej več, starteri nasploh bodo mogli igrati verjetno več, kar lahko sabo seveda pripelje neke določene težave, zdaj odvisno tudi s katerimi igralci bodo popolnili zdaj te luknje, predvsem na klopi. Zdaj imajo trenutno pod pogodbo 7 igralcev in od tega 6 rotacijskih, tako da rabijo še 1, 2, 3 rotacijske igralce, ki jih bodo verjetno poskušali najti s kakšnimi veteranskimi minimumi in tukaj bo tisto glavno vprašanje, se mi zdi, če jim bo uspelo kakšnega izkušenega, renomiranega veterana privabiti, ala recimo kakšen Rajon Rondo, čeprav mislim, da seveda njega jim ne bo uspelo dobiti oziroma bo hotel več denarja, ampak lansko sezono je recimo Rondo za veteranski minimum igral v Lakersih, ker je hotel prstan in bo zanimivo videti, če jim bo uspelo dobiti kakšnega takega igralca, podobnega Kova, za veteranski minimum, ker to lahko naredi seveda ekipo še precej boljšo. Take stvari se pogosto dogajajo, kakšni igralci so pripravljeni za manj denarja prideti v tako ekipo. Warriorsi so na račun tega dobili nekaj dobrih veteranov, ki so tudi znatno prispevali k njihovim uspehom in to bo tisto glavno vprašanje, pa mislim, da ima še en trade za obdelati, Blaž? Še Schroederja. Torej, Dennis Schroeder v Lakers za Dannyja Greena in pik Lakersov na letošnjem naboru, 28. pik oziroma igralca, ki ga bodo izbrali za Oklahomo na tem naboru, ta bo tudi odšel v Oklahomo. Dennis Schroeder bo pa pri Lakersih nadomestil Rajona Ronda, ki zapušča ekipo, morda bo odšel Clippersom, ampak jasno je, da bo odšel in odlična menjava za izkušenega Ronda, mlajši igralec, bolj zdrav igralec, že spet o tem so že nekaj govorila, zdravju in letih, tudi to sta tukaj dva faktorja. In igralec, ki zaradi boljšega meta za 3 verjetno celo malce bolje pa še zraven LeBrona, vsaj če bo tako metal za 3, kot je recimo zadnjo sezono v Oklahomi. Mislim, da bo odlični 6. igralec klopi, tista playmaking opcija, playmaker, ki bo razigraval ekipo, ko bo LeBron sedel in v zaključku tekem ali pa prelomnih trenutkih igral tudi z LeBronom kot recimo tisti sekundarni playmaker na dvojki. Ja, tako je in potrebno je omeniti tudi, da Schroeder je bil lani 6. igralec lige, tako da dejansko pa s 27 leti prihaja ravno v, bom rekel, najlepša leta za košarkarja in res odlična menjava pri Lakersih, ki so dejansko, lahko rečemo, nadgradili svojo ekipo, ker od Greena niso dobili tistega, kar so pričakovali. Green je dejansko imel za svoje razmere kar slabo sezono oziroma sezono, ki pač ni bila nič posebnega in znebili so se v narekovajih igralca, ki pač enostavno se ni vklopil v ekipo in pri tem še nadgradili recimo temu svojega prvega organizatorja igre in vrhunsko, kaj ne rečem drugega. Ja, Lakersi so zelo dobro začeli ta prestopni rok, sicer šampionska ekipa ponavadi ni ekipa, ki mora delati kakšne korenite spremembe, ampak tisto spremembo, ki so jo zdaj naredili, je odlična in mislim, da so ravno oni ena od teh ekip, ki bi recimo znala zopet privabiti kakšnega zelo zanimivega veterana, izkušenega veterana, dobrega veterana, ki je še vedno zelo dober igralec za tisti veteranski minimum, ker bodo nedvomno zopet med glavnimi kandidati za osvojitev naslova, za two-peat, za ubranitev naslova. Tako da ja, odlična poteza. Tako, in kakšno oceno bi ti dal temu tradu?
Jaz bi dal recimo tam 9, mislim, da si zaslužijo kar visoko oceno, kakšnega rizika za Lakerse ni in iz strani Lakersov morda še več, 9,5. Ja, se popolnoma strinjam s teboj, 9 do 9,5. Bi tudi jaz dal temu tradu. Tako, to so bile analize 3 največjih tradov v zadnjem dnevu, 2. To je šele začetek prestopne mrzlice v NBA. Vrelišče bo NBA tržnica šele dosegla v prihodnjih dneh. Mi pa bomo vse prestope seveda podrobno analizirali, zato seveda všeček in naročnina še kako pomagata. Vi pa boste, če kliknete še tisti zvonček zraven, ki se vam pojavi takrat, ko kliknete naročnino, tudi takoj obveščeni o vseh novih podcastih. Hvala za pozornost in upam, da se kmalu zopet slišimo.